Tanja Trkman vas bom popeljala skozi naslednje minute današnje oddaje, ko se bomo skupaj z mladimi trenerji, z mladimi športniki in tudi trenerji ter vsemi ostalimi veselili nove pridobitve. In sicer govorimo o dolgo pričakovani investiciji, ki bo ta petek tudi uradno predana namenu, o novi gimnastični dvorani. V moji družbi pa lepo pozdravljam današnja gosta, direktor Javnega zavoda za šport Ajdovščina Uroš Pintar. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav poslušalcem Radio Robin. In z nami je pa tudi trenerka in predsednica športnega kluba Twist, Danijela Nedeljković. Dober dan tudi vam, dobrodošli. Živijo, lep pozdrav vsem. Gospod Pintar, prevzeli boste oziroma ste že v upravljanje novo pridobitev, ki ste jo čakali že kar nekaj časa. Mislim, da je bilo davnega leta 2013, ko se je začelo nekoliko resneje govoriti o tej pridobitvi, sedaj pa je vendarle napočil ta dolgo pričakovani trenutek. Kaj vse ponuja ta nova pridobitev pravzaprav? Ja, drži. Čakali smo res dolgo na to gimnastično dvorano. Ideja je vzklila 2012, 2013 smo že predstavili širši javnosti našo idejno zasnovo, kako naj bi ta dvorana izgledala. In danes, ko jo pogledam in odprem vrata, sem res navdušen in komaj čakam, da jo uporabniki pričnejo uporabljati. Kdo pa bo pravzaprav uporabnik, komu vse je namenjena? V dopoldanskem času bo namenjena osnovni šoli Danija Lokarja za učni proces, v popoldanskem času pa seveda otrokom, starejšim, društvom športnikov, ki se ukvarjajo z gimnastiko. Tako v športnem centru Ajdovščina je torej že nova pridobitev. Če še na kratko pojasnimo za vse tiste, ki še ne vejo, kje se nahaja, kako bi jo umestili. Ja, umestitev te dvorane je bila sila zapletena. Umeščena namreč med veliko in malo dvorano, kjer je bil medprostor in praktično neuporaben. Ideja je prišla, da bi tam morebiti naredili neko telovadnico, ki bi hkrati zadostila potrebam osnovne šole za pokritje športnih površin vadbenih in pa hkrati neko dodano vrednost samega športnega centra Ajdovščina. In nazadnje Zavod za šport Ajdovščina s pridom izkorišča športne površine, tudi izvaja športni turizem in malo smo pogledali širše v naši regiji, ki je kaj še primanjkuje in prišli do zaključka, da je najbolje, da gremo za izgradnjo gimnastične dvorane. Jaz sem prepričan, da smo zadeli v polno. Vrsto let, kot rečeno, ste jo čakali in sedaj je tukaj. Kaj vse prinaša nova pridobitev, bomo spregovorili še v nadaljevanju, ko bomo podrobneje povedali tudi o petkovem odprtju. Z nami pa je tudi, kot že rečeno, Danijela Nedeljković, trenerka in predsednica športnega kluba Twist iz Nove Gorice. Kakšna bo pravzaprav vaša naloga oziroma kako to, da boste tudi vi tukaj, bomo rekli, v tej dvorani opravljali svoje dejavnosti? Ja, nekako smo dobili v kratkem povabilo za sodelovanje na Ajdovskem in moram reči, da smo bili na dvorano zelo navdušeni, da je sploh nastala taka dvorana, ki si jo želijo vsa društva gimnastična v Sloveniji. Se pravi, mi bomo rekli v našem okolišu ene podobne dvorane? Nažalost ne, mi smo si jo mogli sami zagotoviti. Odlično bi bilo, da bi bila ena taka dvorana tudi v Gorici, ampak smo kakorkoli se je vse to izteklo, smo zelo veseli, da se je ena taka dvorana naredila v Ajdovščini. In ja, veselimo se sodelovanja, pripeljali bomo gimnastiko tudi v te konce. No, kaj pomeni ta nov korak za vaš klub in zakaj pravzaprav vaditi gimnastiko? Tudi na to temo po tej skladbi ostanite blizu. Uroš Pintar, direktor Javnega zavoda za šport Ajdovščina in trenerka, predsednica novogoriškega športnega kluba Twist ostajata v naši družbi. Govorimo pa o tem, kaj nova gimnastična dvorana prinaša pravzaprav v mesto Burje. Uroš Pintar, najprej verjetno je nastalo zanimanje oziroma pobuda prav na to, glede na to, da je bilo veliko želja po treningu gimnastike pri vas. Moram reči, da niti ne. Na začetku je zrasla ta ideja, kot sem rekel, glede na pestrost ponudbe, ki smo jo želeli dopolniti v samem zavodu za šport. Gimnastika, vemo, je osnova vseh športnih panog in iz tega smo izhajali, da bi bilo primerno, glede na to, da izvajamo tudi športni turizem in zelo pridno polnimo kapacitete dvoran tudi na tem segmentu in hkrati tudi mladinski hotel, s katerim upravljamo, da bi bilo smotrno zgraditi gimnastično dvorano. Glavni problem je bila seveda omejitev z velikostjo same dvorane, ki pa mislim, da smo jo zelo uspešno umestili, tudi opremo s pomočjo profesorja Ivana Čuka iz Fakultete za šport, ki je bdel nad umeščanjem te opreme.
Torej se kar lepo polni, bomo rekli, ta ponudba športna na Ajdovskem. Mi smo izjemno veseli, ker gre za res eno specifično infrastrukturo. Kot že večkrat opomnim, taka športna infrastruktura bi sodila vsako večjo občino v Sloveniji. Otroci vemo, kako so gibalno spretni v zadnjem obdobju, kje največ bdijo, se pravi, nad računalniki, telefoni pametnimi in gibalno so definitivno manj spretni, kot smo bili mi v preteklosti, ko smo se klatili po drevesih, preskakovali potoke. Zdaj pa bomo imeli pač možnost skozi učni proces in pa nadalje skozi društva, ki se ukvarjajo z gimnastiko, izpopolniti te veščine. Daniela Nedeljković, vi boste gotovo imeli velik delež pri tem, da bodo, bomo rekli, v zaprtih prostorih, sicer pa vendar vadili te kot je veščine, kot je plezanje na drevo v nekoliko drugačni obliki. Kakšno je, ocenjujete, zanimanje za gimnastiko? Recimo programe že izvajate na Goriškem? Ja, tako je. Mi na Goriškem že izvajamo svoje programe in moram reči, da zanimanje je zelo veliko, ker se veliko ljudi tudi zaveda tega, da gimnastika je osnova vsakega športa. Gimnastika najboljše od vseh športov razvija vse motorične sposobnosti pri otroku, pa ne glede na to, ali ostane v gimnastiki ali se začne ukvarjati s katerikoli drugim športom. Tako da verjamemo, da bomo tudi tukaj na Ajdovskem napolnili dvorano. Imate že kakšne načrte konkretno, kako se bo to izvajalo, lahko že koga povabimo? Tako je, imamo že izoblikovan urnik, tako da kmalu bo več informacij tudi na naši spletni strani, kontaktirajo nas lahko se pa tudi že prijavljajo, lahko pa tudi povem, da bomo izvajali gimnastiko že od 1 leta starosti za otroke dalje. Odlično. Še nekaj minut bosta z nami Uroš Pintar in Daniela Nedeljković. Kaj se obeta v petek na odprtju gimnastične dvorane, pa razkrijemo tudi na to temo oziroma po tej skladbi. Nova gimnastična dvorana, ki so nestrpno čakali na Ajdovskem, je tik pred odprtjem. Ta petek se bo odvila tudi krajša prireditev. Upravljalec nove športne infrastrukture, Ajdovski zavod za šport, direktor Uroš Pintar. Kaj ste pripravili ta petek? Je vabljena tudi širša javnost? Absolutno, absolutno. Vabljeni so vsi športni navdušenci, lokalci, vsi, ki želijo videti to novo pridobitev. Moram tukaj poudariti, da ne pridobivamo samo in zgolj večnamenske gimnastične dvorane, ampak odpiramo tudi moderne servisne prostore za igrišče z umetno travo, novo plezalnico za otroke in ne smemo pozabiti, da smo umestili tudi dvigalo, tako da bo dostopnost mogoča prav vsem. Skratka, pridobitev je zares velika in mislim, da bo med prvimi, ki bo uporabil lahko ta orodja oziroma jo preizkusil tudi znan slovenski gimnastičar, drži? Ja, obeta se kar nekaj zanimivih športnih imen, tudi olimpijcev, se pravi Mitja Podkovšek, ki pa je, da ni tako fit in pripravljen na teh orodjih, da bo mora biti svoje vadeče, s katerimi trenira, poskuša umestiti. Obeta se tudi Sašo Bertoncelj, tako da kar pester nabor športnikov. Na obisk prihaja pa tudi delegacija iz Pobratenega mesta oziroma gimnastičarke iz tega mesta. Tudi iz mesta Kviljano, Pobrateno mesto z Ajdovščino, ki bodo tudi v naši dvorani uprizorili nekaj točk. Nekaj pa ostaja še skrivnostka, da povabimo tudi vse zainteresirane, da pridejo v petek preveriti, kaj bo. Tako je. Program bo pester zagotovo, več kot Turcev vam ne bo vzelo, hkrati boste občudovali novo pridobitev v samem mestu. Daniela Nedeljković, predsednica športnega kluba Twist Nova Gorica, ki nekako širi sedaj svojo dejavnost tudi redno, tako rekoč na Ajdovsko. Kaj to pomeni pravzaprav za vaš klub? Boste morali tudi kakšne nove kadre pridobiti? V glavnem to je zagotovo priložnost, ki je ne gre zamuditi. Tako dvorano, vrhunsko opremljeno, je treba zapolniti. Tako da glede kadra smo mi to hitro uredili, ker imamo ogromno naših bivših tekmovalcev, ki so bili takoj navdušeni in pripravljeni, da vskočijo. Tako da. Kako se pa sedaj kaj pripravljate? Začela se je nova sezona, bomo rekli novi vpisi. Kaj prinaša to novo leto za vas? Ja, sezona je že v polnem teku. Ta vikend so se gimnastičarke mudile na odprtem prvenstvu v Umagu, kjer so posegale po vrhunskih rezultatih. Drugače pa smo nekako v pripravljalnem obdobju tako v plesu kot v cheerleadingu, tako da smo v polnem teku. Bo tudi plesni program nekako del ponudbe tukaj na Ajdovskem? Trenutno bomo samo se orientirali na gimnastiko,
kaj bo prineslo naslednje leto, pa še ne vemo. Se bomo pustili pač nekemu toku, kar bo. Prej ste omenili, da boste izvajali programe tudi že za tiste najmlajše, bomo rekli od 1 leta dalje, pa je smiselno že pri teh letih oziroma pri tako nežni starosti začeti s treningi? Zagotovo. Mi v Gorici imamo te skupine polne, tako da v bistvu vpis sploh že ni več možen, ker so zaključene vse tiste starostne skupine do 6. leta starosti. Otroci se skozi igro učijo novih veščin, osvajajo višine, plazijo, lazijo, tako da navdušeni so, radi hodijo, tako da mislim, da je fajn, tista da imamo prava tudi pot. to. Tako. Ja, prej smo tudi z gospodom Pinterjem omenili, kaj pravzaprav gimnastika ponuja mlademu človeku, oziroma izpostavili ste prav to, da danes smo preveč vsi, ne le najmlajši na napravah, torej morda tudi za starejše kakšen nasvet? Ne, morda, mi smo pri izgradnji in umeščanju opreme mislili prav na vse. Naj omenim, da tudi za najmlajše od 1 leta starosti mi smo prav en prostor preuredili v mini telovadnico, prav za najmlajše tudi orodja prilagodili, oblazinjena, mehka. Želimo si, seveda povabili bomo vrtec, ki je v bližini, da nas obiskuje in uporablja to telovadnico, kajti namena je prav njim, tudi njim. In pa hkrati za starostnike mi že izvajamo program športnih počitnic za upokojence, ki se je zelo dobro prijel. Med prvimi v Sloveniji, če se ne motim. Med prvimi prvi. Edini? Zagotovo trenutno. Poskušajo društva, občine, klubi prihajati k nam po primer dobrih praks, ampak nisem še zasledil, da bi to dejansko zavihali rokave in izvajali. Mi zagotovo bomo tudi v prihodnje. Odziv je dober? Odziv je fantastičen. Napolnili bi vseh 8 terminov, ampak nimamo infrastrukture, da bi zadostili vsem potrebam. Kot veste, poleti izvajamo športne počitnice za otroke. Letos smo jih zaključili pri 820 otrok v 6 terminih, tako da naša infrastruktura poka po šivih. Temu je tudi namenjeno. Tako da ja, mini telovadnica, ki bo seveda primerna tudi za starostnike nad 65. Imeli smo že v preteklosti projekte za starostnike, ki so izvajali telovadbo prav za njih, tako da v tej telovadnici je en segment tudi za njih. Ja, naj nova pridobitev dobro služi, dolgo služi in čim več zadovoljnih uporabnikov vam želim in seveda tudi vam, Danijela Nedeljković, srečno na tej novi poti. Hvala, da ste bila danes z nami, da ste si vzela čas. Z veseljem, hvala za povabilo. Hvala vam, lep dan. Ja, kaj vse prinaša nova športna dvorana oziroma gimnastična dvorana na Ajdovskem, smo nekako začrtali. Če pa boste želeli še kaj videti in se prepričati, kakšna je, kaj pomeni sedaj res ta nov korak za Ajdovsko občino, pa tudi širše, pa ne zamudite odprtja ta petek. Hvala tudi vam, da ste bili danes z nami, spoštovani in spoštovane, in naj bo dan lep še naprej. Radio